Kadarkoli pomislim nate, Bela krajina, sem mehak, kakor vosek na soncu. Srce zadrhti od lepih spominov, solze silijo staremu kujonu v oči, jezik bi rad zapel hvalnico ob vsaki uri, ob vsakem letnem času. Premalo te častimo, preskopo slavimo, vidiš, pa je že tako na svetu vselej, da se nobena ljubezen tako ne vrača, kot se je razdajala. Toda zate velja to samo v besedah, kajti v skromnih, poštenih, zmučenih partizanskih srcih kraljuješ še vedno kot dežela zlatih src in najsi so to vsi tvoji partizani danes kjerkoli že, vedno jim misel uhaja k tebi, kot k ljubljeni ženi, ki jo je kdaj kak človek ljubil, pa nedoljubil. Tako vzneseno, kot se je to neseliškar spominjal Bele krajine, tako se počutimo danes ob izidu izjemne publikacije ob 80-letnici dogodkov na osvobojenem belokrajinskem ozemlju, ki pomenijo temelj našemu narodu. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, cenjeni gostje, lepo pozdravljeni. Med nami pozdravljam župana občine Črnomelj, gospoda Andreja Kavška. Bivšega predsednika Republike Slovenije, gospoda Milana Kučana. Svetnika v Državnem svetu Republike Slovenije, gospoda Darka Zemljika. Poslanca v Državnem zboru Republike Slovenije, gospoda Lenarta Žavbija. Avtorje zbornika, častnega občana občine Črnomelj, gospoda Jožeta Strnca, ter predstavnike sosednjih občin, občinske svetnike, predstavnike političnega, kulturnega in družbenega življenja. Vsi skupaj lepo pozdravljeni v Črnomlju, kjer je občina na predlog posebej imenovanega odbora za obletnice in po sklepu občinskega sveta v spomin na izjemne dogodke pred 80 leti in v čast ustanovitvi ključnih političnih, družbenih, kulturnih in znanstvenih inštitucij leto 2024 razglasila za leto domovine. K mikrofonu najprej vabim župana občine Črnomelj, gospoda Andreja Kavška. Spoštovane občanke in občani, dragi gostje, spoštovani predstavniki veteranskih organizacij, predstavniki družbenega in političnega življenja, cenjeni avtorji zbornika, dragi prijatelji. Z velikim ponosom in hvaležnostjo vas danes pozdravljam tukaj v naši prenovljeni grajski kleti Črnomaljskega gradu in hkrati v tako lepih trenutkih, kot je današnji, ko proslavljamo sklepno dejanje v letu, ki smo ga v naši občini posvetili domovini, spomin na dogodke v Črnomlju izpred 80 let in nasploh na pomembne obletnice iz naše zgodovine, ki so z velikimi črkami vtisnjene v našo novejšo zgodovino. Zato sem danes še toliko bolj ponosen, ker lahko ob zaključku leta domovine predstavimo izjemno delo. Zbornik temelj našemu narodu. To je zbornik, ki je pomemben zaradi svoje strokovne zgodovinske vsebine na eni strani ter osebnih izkušenj različnih pričevalcev, ki podajajo svoje čustva in občutke o brojevanju neke nove skupnosti, neke poskusne države, ki pa temelji na naših skupnih koreninah, na naših višjih vrednotah ter zavedanju, da smo narod, ki si zasluži svojo domovino in si jo moramo tudi sami izboriti. Tako se je začelo in čez slabih 50 let tudi dokončno zgodilo z novo državo Republiko Slovenijo. Drage občanke in občani, cenjeni gostje, 80 let nazaj je naše doline, naše gozdove in hribe zajela sila,
ki je prenesla mnogo gorja in trpljenja, hkrati pa je med ljudmi prebudila globoko hrepenenje in željo po svobodi, po pravičnosti in samostojnosti. Naša Bela krajina je bila prav zaradi svoje predanosti narodno-osvobodilnemu boju kraj poguma, solidarnosti in upanja. Tu v naših vaseh je nastajal nov svet in temelji, na katerih danes stoji naša Slovenija. Ustanovitev Slovenskega narodno-osvobodilnega sveta leta 1944 je bil eden izmed tistih prelomnih dogodkov, ki so zlatimi črkami zapisani v našo zgodovino. S tem smo kot narod dokazali svojo enotnost in odločnost, da sami krojimo svojo usodo. Prva osvobojena ozemlja, prve jasne odločitve in zaveze, vse to je zavedno zaznamovalo tudi naše kraje. Današnja predstavitev zbornika nam zato prinaša pomembno sporočilo. Opozarja nas, da svoboda ni samoumevna in to, da so za temelje naše državnosti zaslužni ljudje, ki so v najtežjih trenutkih ravnali prav. Mi pa smo tisti, ki moramo vrednote enotnosti, sodelovanja in spoštovanja negovati in prenašati naprej. Kot župan sem izjemno ponosen, da živimo v skupnosti, ki zna spoštovati svojo zgodovino, negovati kulturno dediščino in se hkrati zazreti naprej v prihodnost. Naj bo ta zbornik ne le dokument preteklosti, ampak tudi navdih za prihodne rodove, da bodo vedeli, kdo so, odkot prihajajo in zakaj je vredno ohranjati spomini. Spomini so naša vest in naša vodnica, ko gradimo prihodnost, da ne bi ponavljali napak preteklosti. Ob koncu bi se rad zahvalil vsem, ki so prispevali k pripravi tega izjemnega dela, vsem organizatorjem današnje prireditve ter vsem vam, ki svojo prisotnost dokazujete, kako pomembno je spoštovanje naše skupne zgodovine in posebej naše skupne domovine. Hvala, da skupaj ohranjamo spomin in ustvarjamo prihodnost. Naj živi naša Bela krajina in naj živi naša Slovenija. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod župan. V letu domovine smo v občini Črnomelj obeležili številne zgodovinske mejnike, da bi ne le poudarili pomen časa in odločitev pred 80 leti, spomnili na ključne ljudi, dejanja in sklepe, pač pa tudi kot opomnik sedanjemu času in ljudem. Kako je tragični čas vojne, tudi čas smelih dejanj in odločnih zamisli, kako dragocena je svoboda, ki jo uživamo. Za kratek oris časa pred 80 leti v Beli krajini prosim rednega profesorja na Filozofski fakulteti, doktorja Boža Repeta. Izvolite. Hvala lepa, spoštovani. Moja naloga je, da nekaj rečemo o času in trenutku, ki ga zajema zbornik ter posledicah za današnji čas. Po pravnih definicijah legitimnost pomeni upravičenost, sprejemljivost in pravičnost družbenega ravnanja in s tem institucij, ki ta dejanja izvajajo. Legalnost pa pomeni ravnanje v skladu z zakonom. Tudi v razvitih družbah in mirnodobnih razmerah sta pojma pogosto enoznačna ali se vsaj prepletata. V razmerah okupacije in razkosanja Jugoslavije si je z legalnostjo mogoče pomagati zgolj v kontekstu priznavanja mednarodne kontinuitete Jugoslavije strani sil protifašistične koalicije. Države napadalke in njihove zaveznice ter še vrsta drugih držav, ki v vojno niso bile vpletene, vključno z Vatikanom, so novo realnost razkosanja priznale in tudi podpirale.
Legalnost Jugoslavije je v mednarodnem kontekstu obstala torej zato, ker je vojno dobila protifašistična koalicija in vzpostavila nov mednarodni red. Če bi jo dobile sile koalicije, bi okupacijska realnost po koncu vojne postala legalna, proslave pa bi se odvijale na drugih mestih in v nemškem, italijanskem in madžarskem jeziku. Slovenska ljudska stranka kot vodilna stranka v času med obema vojnama se je Jugoslaviji odrekla še pred napadom nanjo in bila pripravljena pragmatično sprejeti nacistični družbeni red tako imenovane Nove Evrope pod Hitlerjevim vodstvom. Če bi Sloveniji dali protektorat in katoliško cerkev in njene privilegije pustili pri miru. V italijanskem fašizmu kot sistemu pa sta SRS in katoliška cerkev sploh videli vzorčen primer ureditve družbe. Liberalne stranke so imele sicer bolj zadržan odnos, na koncu pa so prav tako pristale v kolaboraciji in protipartizanskem boju. V primeru italijanske okupacije so ostanki meščanskih strank sprejeli vključitev ljubljanske pokrajine v Italijo in fašistični red, ter se na različne načine zahvaljevali tako lokalnim kot najvišjim italijanskim oblastem, na prvem mestu Mussoliniju, a tudi papežu in drugim. Nemški okupatorji v svoji okupacijski coni niso dovolili niti kolaboracije. Ko so meščanski politiki po prvih mesecih okupacije prišli do ugotovitve, da Jugoslavija v mednarodnem kontekstu še obstaja, so začeli igrati dvojno vlogo. Ob kolaboraciji znotraj italijanske države, še tajno ohranjanje stikov s tako imenovano begunsko vlado v Londonu. Njihova legalnost se torej primarno veže na okupacijske oblasti. Utemeljevale so jo s predvojnimi strankarskimi vlogami, ki naj bi se avtomatično prevedle v predstavniško vlogo tudi pri italijanskih okupacijskih oblasteh. Seveda, kjer jim je okupator tak status, ki ga je bilo treba plačati z aktivnim sodelovanjem v okupacijskem režimu, priznal. To se je v tako imenovani ljubljanski pokrajini zgodilo tako v primeru italijanske, kot po kapitulaciji Italije in nemške okupacije. Legalnost v odnosu do begunske vlade lahko razdelimo na dva dela. V Londonu gre za sodelovanje nekaj begunskih slovenskih politikov v njej. Doma pa ob kolaboraciji še za tako imenovani atentizem, torej čakanje in kalkulacijo, da bo v primeru nemškega poraza, kar se je postopoma začelo kazati skozi vojaško dogajanje, prišlo do osvoboditve od zunaj in se bo kraljeva Jugoslavija obnovila. 3 predvojna SHS plemena pa bi dobila vsak svojo barovino. V tej drugi vlogi je bila njihova dejavnost omejena na politični program imenovan Londonske točke, na občasno ilegalno poročanje vladi in vzdrževanje stikov s slovenskimi politiki v Londonu. Tak scenarij naj bi jim po vojni omogočil, da bi se okupacijska legalnost znova spremenila v staro legalnost, torej tisto, ki so jo na osnovi režiranih volitev imeli v 30 letih v kraljevini Jugoslaviji. Koliko je v takem ravnanju legitimnosti, torej upravičenosti, sprejemljivosti in pravičnosti, najbrž ni težko ugotoviti. Institucije, ki naj bi to legitimnost zagotavljale, so bile okupatorske. To je tako imenovana konzulta oziroma sosvet za ljubljansko pokrajino pod Italijani, ki je bil posvetovalni organ italijanskega visokega komisarja. Po nemški okupaciji ljubljanske pokrajine septembra 1943 pa v obliki Rupnikove pokrajinske uprave in funkcije tako imenovanega prezidenta ljubljanske pokrajine v okviru vojaško-administrativne forme imenovane operativna cona za Jadransko primorje. Formalno pa je ljubljanska pokrajina sicer še vedno bila del fašistične Italije, tako imenovane Mussolinijeve Savojske republike. V drugih okupacijskih conah Nemci in Madžari Slovencev še naprej niso priznavali niti na ravni kolaboracije.
Političnemu delovanju ostankov meščanskih strank lahko dodamo še nekaj šibkih notranje sprtih političnih teles. Slovenska zaveza, protikomunistični odbor, narodni odbor in na koncu maja 1945 na hitro sklican zbor kakšnih 40 protipartizanskih politikov in škofa Rožmana, ki so se vklicali za slovenski parlament in imenovali vlado, kar je vse skupaj trajalo nekaj dni. Potem so skupaj z Nemci zbežali. Na drugi strani si je Osvobodilna fronta in organi, ki so iz nje išli, vključno s Nosom, oziroma še posebej z njim, svojim odporom pri ljudeh izborila legitimnost, ki jo je postopoma tudi institucionalizirala in z vzpostavljanjem nove ljudske oblasti legalizirala. Ta proces je bil kompleksen. Potekal je preko Kočevskega zbora oktobra 1943, prvega zasedanja Snosov Črnomlju februarja 1944, imenovanje narodne vlade maja 1945 v Ajdovščini, volitev v Jugoslovansko skupščino novembra 1945, razglasitve Federativne ljudske republike Jugoslavije 29. novembra 1945, sprejetje Federativne ustave januarja 1946, drugega zasedanja Snosa septembra 1946, njegove samorazpustitve in razpisa volitev. Proces se je končal z neposrednimi volitvami, na katerih so prvič v zgodovini tudi ženske dobile volilno pravico. Volile so sicer lahko že tudi med vojno, na partizanski strani seveda, in z izvolitvijo prve narodne skupščine v slovenski zgodovini. Ta je v začetku leta 1947 sprejela prav tako prvo ustavo v slovenski zgodovini. Opisani proces je bil mogoč zato, ker je morala protifašistična koalicija partizansko vojsko zaradi njene moči in učinkovitosti sprejeti v svoje vrste, posledično pa ob spretni politiki in diplomaciji Josipa Broza Tita in vodstva Osvobodilnega gibanja in potem priznati tudi njegove politične organe. Nacionalni komitej osvoboditve Jugoslavije kot vlado in AVNOJ kot novi jugoslovanski parlament, kar je po odpravi dualizma oblasti s kraljevo begunsko vlado in kraljem še pred koncem vojne pripeljalo tudi do priznanja demokratične federativne Jugoslavije, kot se je nova Jugoslavija sprva imenovala. Ob osamosvojitvi so nove oblasti izhajale iz teze dneva nič. To je, da je Slovenija nastala na novo in da so osamosvojitev prinesle politične sile, ki so se na hitro oblikovale v mesecih pred večstrankarskimi volitvami v letu 1990. Prejšnja komunistična oblast, da je ne bi imela legitimnosti, ker režim, da ni bil demokratičen in v njem ni bilo večstrankarskih volitev. Hkratno zanikanje tako legitimnosti kot legalnosti prejšnje oblasti in prejšnje države je Slovenijo pripeljalo v šizofreno situacijo in ji povzročilo precejšnje težave, ki bi se lahko končale mnogo slabše, kot so se. Nove oblasti so namreč po samopostrežnem principu značilnem za Slovenijo, tako pri utemeljevanju pravne osamosvojitve znotraj Jugoslavije, kot v zahtevah po mednarodnem priznanju, torej so se sklicevale na AVNOJ in AVNOJske sklepe, na osnovi katerih je Slovenija postala republika in dobila tudi pravico do samoodločbe, vključno s pravico do odcepitve. Prav tako se je Slovenija razglašala za naslednico Jugoslavije, še posebej v tistih mednarodnih pogodbah, ki jo zadevajo. Hkrati pa so desni politiki, katoliška cerkev in vsi, ki so si kakorkoli želeli vrnitev premoženja ali prejšnjih privilegijev, nasprotovali delu AVNOJskih sklepov in so jih želeli odpraviti. Protislovnost šibke in zmedene Slovenije v odnosu do prejšnje države in sistema so hitro začutile sosednje države. Italija je začela z revizionistično politiko, najprej seveda z mislijo na vrnitev rapalske meje, oporekati pa v prvi fazi z
vprašanje vračanja premoženja tako imenovanim obtankom. Ampak, ko odprete mednarodno pogodbo, seveda veste, kam to pripelje. Avstrija je vztrajala pri ničnosti avstrijske državne pogodbe, češ da je ta v novodobnih razmerah preživeli akt. Italija je v tedanji mednarodni konstelaciji sil in pod pritiskom ZDA takrat popustila. Hudo naiven je tisti, ki misli, še posebej ob današnji italijanski oblasti in naglo hirajoči Evropski uniji, da je to poglavje v resnici končano. Vprašanje nasledstva ADP pa, kot vemo, nobena oblast v samostojni Sloveniji ni upala postaviti na dnevni red slovensko-avstrijskih odnosov. Čeprav, če drugega ne, nudi zaščito slovenske manjšine po mednarodnem in ne zgolj notranjem avstrijskem pravu, ki se lahko in tudi se zelo hitro spremeni oziroma spremeni kadarkoli. Samostojna Slovenija, doseženega do leta 1991, kljub večstrankarskemu sistemu, ki naj bi mobiliziral prej domnevno zatrte potenciale in kljub vstopu v EU, ni nadgradila in razvila. Državi ni dala znati vsebine. Njen razvoj je bil stihijski in brez dolgoročnega načrtovanja. Nacionalno premoženje razprodano, velik del naravnih bogastev pa vrnjen v naravi katoliški cerkvi in drugim fevdalcem. Posledica so kljub vstopu in 20-letnemu bivanju v Evropski uniji, partitokratska družbena ureditev, slabo delujoči podsistemi, prometna in druga marginalizacija prostora ter razvojno zaostajanje. V evropskem kontekstu se je Slovenija izenačila z vzhodnoevropskimi državami in postala siva, neprepoznavna državica brez posebnosti, brez prijateljev in brez vpliva. Ljudje, o katerih govorimo danes, so v narodno-osvobodilnem boju prevzeli odgovornost. Šlo jim je, kot so rekli, za stvar. Oblast jim ni bila cilj, pač pa sredstvo, da prihodnjim rodovom ustvarijo mir, dostojno življenje, socialno, politično in pravno enakopravnost. Zato so mogli mobilizirati ljudi in sprostiti energijo in sinergijo, o kakršni lahko danes zgolj sanjamo. V Sloveniji ne bo več hlapčevstva, ne tuji in ne domači gospodi, so rekli. Slovenija gre samo še naprej, vsaki naslednji generaciji bo bolje. In je bilo. Snos in njegovo predsedstvo sta še v vojnih razmerah načrtno zastavila ureditev Slovenije, ki se je v veliki meri uresničila. V 20 letih je vojna generacija zmogla energijo ne samo za osvoboditev in vzpostavitev državnosti, pač pa tudi zato, da je Slovenijo dobesedno iz prahu in pepela, vojnega uničenja, pripeljala do moderne industrijske in nato postindustrijske družbe. Nove ljudske oblasti so znale dolgoročno in strateško oceniti zadeve. Koncept, ki so ga zastavile, se je dinamično spreminjal, a je zdržal in se razvijal 45 let. Ne govorim samo o elektrifikaciji tovarnah, avtocestah, Cankarjevem domu, kliničnemu centru, danes prodanem v letališču in propadli letalski družbi ter številnih propulzivnih podjetjih, a tudi o tem. Ker sodobna Slovenija razen razglednic s cerkvenim Blejskim otokom in privatizirano Postojnsko jamo nima kaj pokazati. Pred časom sem v Črni Gori videl grafit, ki zelo sodi tudi v Slovenijo. Vi ne morete niti pobarvati tega, kar smo mi ustvarili, piše. Govorim o celotni državni strukturi, z bankami, obvladovanjem finančnih tokov, samooskrbo, lastnim industrijskim potencialom in razvojnimi laboratoriji, dizajnom na svetovni ravni, kar vse smo nekoč imeli. Govorim o splošni modernizaciji. Da, doseženi z revolucijo in socialnim inženiringom v prvem povojnem obdobju. A zakaj bi se sramovali teh besed? In kako bi bilo možno drugače? Z malo razgledanosti vemo, kakšna je bila Slovenija,
ko so jo načrtovali v Banski palači in Škofijskem dvorcu? In kakšna je postala, ko so jo nove politične sile dolgoročno začrtale v barakah baze 20 in tukaj v Črnomlju, prvem glavnem mestu Nove Slovenije, medtem ko so okupatorji in kolaboranti obvladovali Ljubljano, čeprav tudi te nikoli ne v celoti. Naj omenim samo eno od posledic te modernizacije. V času, ko so v državah, ki so nam dale protestantizem, razsvetljenstvo in francosko revolucijo, ženske smele imeti bančni račun in voziti avto samo z dovoljenjem moža ali očeta, so v Sloveniji množično polnile fakultetne predavalnice, osvajale vrhove znanosti, počasi prevzemale vodilne položaje. Najpočasneje žal v politiki, ker je tam center moči. Ali si pač samo tako domišljamo. No, v Sloveniji je zagotovo bolj center primitivnega vulgarizma. A tudi tam so se stvari spremenile. Zato imamo danes na 2 od 3 vodilnih položajev ženski. In v ustavi zapisano pravico do splava, zaradi katere gredo v marsikateri državi v domnevno demokratični Evropi ženske še vedno ali ponovno v zapor. Brez slovenske države, ki je nastala z odporniškim gibanjem v tako imenovani avnojski Jugoslaviji, ne bi bilo samostojne Slovenije. A vprašanje legitimnosti ni vezano le na vprašanje mednarodnega priznanja in legalne izpeljave notranjega prava. Oboje je zgodovinski preizkus predstavil dvakrat. Prvič v okviru protifašistične koalicije, drugič v okviru nastajajoče Evropske unije in njene arbitražne komisije, ki je odločala o nasledstvu Jugoslavije, te tako imenovane Badinterjeve komisije. Vprašanje legitimnosti vsebuje tudi politično odgovornost za notranje razmere v državi in njen mednarodni položaj. Brez obvladovanja glavnih družbenih procesov in pozicioniranja v mednarodnih odnosih je država zgolj lupina s himno, zastavo in nekaj rituali. Žal je Slovenija nekako neopazno zdrsnila ravno tja na raven žepne državice. Zato bo zgodovinska sodba trda. Po osamosvojitvene politične elite so bile daleč pod ravni osnosovske, kar bo brez težav razumel vsak, ki bo knjigo, ki jo predstavljamo danes, vsaj preleptal. Hvala lepa. Prisluhnimo glasbeni zasedbi trio v B in C, ki jo sestavljajo Tina Vrščaj, Katja Draginc in Aljoša Vrščaj.
Zbornik Temelj našemu narodu je zbornik zgodovinskih razprav o 80-letnici zasedanja Slovenskega narodno-osvobodilnega sveta 19. in 20. februarja 1944 v Črnomlju. Gre za obsežno delo, ki poleg 4 uvodnikov, med njimi eden tudi izpod peresa bivšega predsednika republike gospoda Milana Kučana, ki je danes z nami in se mu iskreno zahvaljujemo za njegov prispevek, prinaša 8 zgodovinskih razprav uglednih avtorjev, več kot 200 fotografij Črnomlja med drugo svetovno vojno in pomeni neprecenljiv pogled v pomen Črnomlja in tistega časa. Urednik zbornika Temelj našemu narodu je vodja Mestne muzejske zbirke Črnomelj, dr. Janez Vajs, ki ga vabim, da nam izjemno delo predstavi. Spoštovani, cenjeni, nocoj smo se zbrali, da predstavimo in častno primerno pospremimo izdajo knjige Temelj našemu narodu, podobe in pomen Črnomlja za časa druge svetovne vojne, zbornik zgodovinskih razprav ob 80-letnici prvega zasedanja SNOS 19. in 20. februarja 1944. Knjiga nosi ime Temelj našemu narodu, po besedah, ki jih je na pogrebni slovesnosti za komandanta Franca Rozmana Staneta tukaj na Črnomaljskem trgu izrekel Josip Vidmar, zabeležil pa črnomaljski župnik Lojze Jože Žabkar. Citiram: Skupnimi močmi bomo nadomestili junaka in edinstvenega vojskovodjo, pozneje pa ga bomo spravili v naš panteon med može, ki so postavili temelj našemu narodu. Z naslovom smo hoteli poudariti, da se je tukaj v Črnomlju postavljalo temelje slovenske državnosti in njegove domovine. Prav to smo se namenili prikazati v besedi in sliki prvič po 8 desetletjih. Prvi junak te knjige je Črnomelj, starodavno mesto na daljnem skrajnem jugu slovenskega prostora, ki samovojna dinamika in njen razvoj namenila vlogo središča in prestolnice tako imenovane poskusne države med Kolpo in Gorjanci. Mesto je med vojno doživelo neverjetno metamorfozo, neverjetno preobrazbo. Iz zaspanega in zgolj regionalno pomembnega podeželskega mesteca, po značilno vulgarno fašistično okupacijo, se je Črnomelj spremenil v središče slovenskega partizanstva in boja, v prestolnico svobodne Slovenije. Od vseh slovenskih mest je le Črnomelj sprejel in nosil to vlogo in v navkljub večkratnim poskusom uničenja držal vse do aprila 1945. Drugi junak te knjige je trenutek zasedanja Slovenskega narodno-osvobodilnega sveta. Sredi vojne vihre, uničenja in izgub ob vseh nevarnostih so se februarja 1944 v Črnomaljskem Sokolskem domu zbrali 5 mesecev poprej v Kočevju potrjeni poslanci slovenskega ljudstva in udejanjili sklepno točko Kočevskega zbora. Imenovali in potrdili so slovensko vlado ter sprejeli njene prve temeljne odloke, s katerimi se je začela oblikovati politična oblast slovenskega ljudstva. Brez vsakega dvoma gre za globoko politični in državotvorni trenutek, ki je stekel tukaj, v Črnomlju, Duma. Tako, kakor ima knjiga 2 osrednja junaka, je tudi njena vsebina dvojna. V prvem vsebinskem delu se knjiga osredotoči na Črnomelj in Belo krajino, na mesto in deželo. 4 študije v tem delu knjige se namenijo orisati čas in prostor ter izpostavijo nekatere osrednje pojave vojne pri nas. Prva je razprava dr. Janeza Vajsa, ki obravnava mesto Črnomelj in njegova medvojna spreminjanja skozi dnevniške zapiske, med katerimi ima prvenstveno vlogo do sedaj skoraj nepoznani in neizkoriščeni arhivski vir. To so rokopisni dnevniki in kronike Ivana Pirnata, rojenega Ljubljančana, ki je vojno preživel v Črnomlju kot davčni uradnik in nato kot sodelovec fotosekcije SNOS. Drugo razpravo tega dela je podpisal dr. Božidar Flajšman in je zajel dinamike vojne v Beli krajini, prvenstveno skozi dnevnik in do sedaj nepoznano arhivsko gradivo medvojnega črnomaljskega župnika Lojzeta Jožeta Žabkarja, ter skozi mnoga pričevanja zbrana na terenu v zadnjih desetletjih. Tretjo razpravo je podpisala Ilinka Todorovski
in podrobno osvetlila italijanske internacije civilnega prebivalstva ter siceršnje ravnanje italijanskih oblasti v mestu in v deželi, prav tako izvečji del novih pričevalcev in novih virov. Četrto zadnjo razpravo prvega dela knjige pa je pripravil izredni profesor dr. Bojan Balkovec in se podrobno ukvarja z lokalno upravo in posamezniki, ki so za časa okupacije nosili položaje v lokalni upravi ter tako bili prisiljeni v sodelovanje z okupatorjem. Prve 4 študije torej ponudijo podrobni s primarnimi viri in pričevanji utemeljeni vpogled v medvojni Črnomelj in Belo krajino, v ravnanje italijanskih oblasti s civilnim prebivalstvom in v lokalno upravo, soočeno z povsem tujo okupacijo. Drugi vsebinski del knjige tvorijo razprave povezane z zasedanjem Slovenskega narodno-osvobodilnega sveta. Tudi ta del tvorijo 4 študije. V prvi razpravi redni profesor dr. Božo Repe predstavi pot razvoja ljudske oblasti od Kočevskega zbora do črnomaljskega zasedanja SNOS in na to v povojno obdobje s poudarkom legitimnosti nje same in njenih povojnih institucij. Sledi razprava dr. Gašperja Torkarja, ki se ukvarja s prisotnostjo zavezniških misij med partizani in s tem poudarja legitimnost, ki so jo tedaj velike zavezniške sile dale slovenskemu partizanstvu in SNOS. Tretjo razpravo tega dela in 7. razpravo knjige je pripravil dr. Damjan Guštin, dolgoletni direktor Inštituta za novejšo zgodovino, v kateri je podrobno predstavljena materialna in človeška cena, ki jo je Bela krajina plačala za časa druge svetovne vojne. Četrto in sklepno razpravo knjige pa je podpisala Katarina Jurjavčič, kustosinja fotografske zbirke v Muzeju novejše in sodobne zgodovine in obravnava delovanje fotosekcije SNOS ter predstavi njene najpomembnejše sodelavce. Besedilni del knjige tako zajema 8 študij na kar 360 straneh z bogatimi prilogami pristnih dokumentov, zgodovinskih virov, tako okupacijskega kakor partizanskega izvora. Seveda pa to ni vse. Besedila knjige spremlja izjemno bogato fotografsko gradivo. Omenjenim 360 stranem besedila tega zbornika dela družbo 200 strani z nič manj kot 321 fotografijami. Medvojni Črnomelj je predstavljen na način, kako do sedaj še ni bil viden, s fotografskim bogastvom, o katerega velikosti in kvaliteti smo do sedaj le slutili, tukaj pa pride na površino v svojem celem razkošju. Mesto uzremo skozi objektive neznanih fotografov v službi italijanskega okupatorja, predvsem pa skozi objektive Ivana Pirnata, Franja Veselka, Edija Šelhausa, Alberta Kosa, Draga Kopiniča in več drugih. Skozi te fotografije jasno uzremo Črnomelj v njegovih 2 fazah medvojnega obstoja. V prvi fazi, kako rečeno, je Črnomelj zaspano provincialno mesto pod italijansko okupacijo. Vidimo prisilno dvojezičnost, mesto preimenovanih ulic in trgov popisano s parolami fašistične plaznosti, mesto polno tuje vojaščine, vidimo podobe obiskov fašističnih veljakov, ljudstvo obkroženo s fašistično sobatesko, vidimo bunkerje, bodeče žico in zidano, torej obzidje v severnem Črnomlju, grozeči top na Gričku in vojaške barake na Marju. Ne nazadnje tudi soldatesko zbrano na črnomaljskih skejtah. Vidimo nekoliko preurejeno mesto mnogih topolov, na trgu pa rimski nagrobnik s pridanim napisom Roma doma. Rim kroti, krotimo vendarle živali, ne ljudi. Vidimo ujete, ustreljene in padle borce, partizane, naše ljudi, a tudi stalno rastoče pokopališče fašistov na bližnjem Ločkem okljuku. Od septembra 1943 naprej pa fotografije pričajo o novi podobi Črnomelja. Italijanska soldateska je zapustila mesto, parole so bile izbrisane, barake na Majeru porušene. V starem jedru so od oktobra zaradi nemških bomb zijale ruševine stavb, od novembra je bil porušen v najbolj žalostnem dogodku, kot je pričal župnik Žabkar, Veliki most. To mesto, prometno odrezana pol ruševina, je postalo prizorišče velikih zgodb boja in drznosti, prizorišče oblikovanja nove države. Februarja 1944 so se zbrali predstavniki ljudstva, zastopniki Avnoja in kar je še posebno pomembni predstavniki Združenih držav Amerike in Združenega kraljestva.
Slovenski narodno-osvobodilni svet je z notranjo legitimnostjo slovenskega ljudstva in zunanjo legitimnostjo velikega antifašističnega zavezništva prevzel baklo državnosti in jo prižgal tu, v Črnomlju. Duma. Fotografije pričajo, kako je skozi leto 1944 mesto postalo prizorišče te državnosti in zgodne svobode, prizorišče velikih proslav in slavnosti na mestnem trgu, predstav Slovenskega narodnega gledališča v Domu ljudske prosvete, prečkanja velikih partizanskih bojnih enot stalne prisotnosti Angležov, Američanov, Rusov in Čehov, ob katerih so stali avstrijski, nemški in italijanski pribežniki, ki so tu v Beli krajini postali avstrijski, nemški in italijanski partizani. Iz Črnomlja je sredi okupirane in uničene Evrope žarela svoboda, ne le slovenskemu narodu, temveč tudi vsem drugim, ki so ječali pod človeku in človeštvu, sovražnim fašizmom in nacizmom. Fotografije pričajo, kako je od poletja 1944 nebo nad Belo krajino postalo veliko bojišče letal, iz katerega sta prihajala nemško uničenje in zavezniška pomoč. Medtem, ko so nemška letala ubila 12 otrok in žena v Črnomlju in povsem uničila vas Dragatuš, pa so zavezniška letala dostavila hrano, zdravilo, orožje, strelivo, uniforme, obleko in dragocena padala, iz katerih so spretne partizanske delavnice naredile od 18 do 24 srajc ali pa sanitetni material oziroma vsakovrstno perilo. Pomoč je redno prihajala iz neba v velikih količinah. Na spuščališču nad Majni severno od mesta je dnevno 10 do 20 letal spuščalo pošiljke, občasno pa veliko več. Pred Božičem 1944 se omenja več kot 100 padal na nebu in padale so kot cvetlice, je beležil župnik. V porušenem mestu in gospodarsko povsem izčrpani deželi je zavladala blagovna menjava. Denarja je bilo sicer dovolj, vendar je bil brez jasne vrednosti. Najbolj iskana dobrina je bil tobak, vina pa je bilo očitno vse skozi dovolj. Po kapitulaciji fašizma je bil Črnomlj napaden dvakrat. 21. oktobra 1943 je skozi porušeno mesto drla nemška vojska, na območju občine ubila okoli 60 ljudi, večinoma civilistov, nasledili pa so jo Rupnikovi domobranci, ki so ostali v Črnomlju le nekaj dni in nato obkroženi naglo ucvrli nazaj v Ljubljano. Drugič je bil Črnomlj napaden 13. novembra 1944. Ko so v mesto vdrli slovenski fantje, domobranci iz Stične in Šentvida pri Stični. Glavni dosežek tega domobranskega vpada je bila požgana meščanska šola nad mestom, ki jo je kot zibelko bodočih pokolenj pred vojno blagoslovil nihče drug kot ljubljanski knezoškof Gregorij Rožman. Tako nemškemu kakor domobranskemu vdoru, in to moramo poudariti, so sledili dnevi maščevanja, dnevi partizanskih obračunov z dejanskimi in domnevnimi sodelavci okupatorja in padle so mnoge tudi neopravičene žrtve, katerih smrt je zbujala splošni strah. Mesto je videlo mnoge izgube, domače in tuje. Ceno boja proti fašizmu, ki so jo plačali ameriški in angleški letalci, je mesto videlo na dveh velikih slavnostnih pogrebih. Največja manifestacija, ki je povsem zajela mesto in bližnjo deželo, pa je bila pogrebna slovesna za komandanta Franca Rozmana Staneta 8. novembra 1944, le 5 dni pred domobranskim vpadom. Seveda pa je mesto videlo tudi zmage. Ponosne, skoraj triumfalne prihode partizanskih bojnih enot, od katerih kaže izpostaviti prihod 5. prekomorske brigade 17. aprila 1945, torej manj kot mesec pred koncem vojne, ki ga je pospremilo celo mesto, množico ljudstva, med katerim so se bleščale bele narodne noše mladenk. In nekateri, ki so videli te trenutke, so še dan danes med nami. Mesto je pričakalo 2000 mož, večinoma Štajercev, ki so odlično oboroženi prečkali mesto in nadaljevali pot v boj na Dolenjskem. Napovedovali so konec vojne, konec morije, napovedovali so nujni poraz enih in nujno zmago drugih. Napovedovali pa so težko pričakovani in močno želeni mir. Spoštovani, knjiga Temelj našemu narodu
prinaša podobe medvojne prestolnice slovenskega ljudstva in njene dinamike, znanstveno utemeljeni besedi in nespornosti fotografskega pričevanja. Za raziskovalni trud in bogata besedila bi se še enkrat zahvalil soavtorjem, dr. Božu Repetu, dr. Božidaru Flajšmanu, dr. Bojanu Balkovcu, dr. Damjanu Boštinu, dr. Blažu Torkarju, Ilinki Todorovski in Katarini Jurjavčič. Za lekturo naših besed se zahvaljujem Tanji Radovič. Za angleški prevod naših povzetkov, naših besedil se zahvaljujem dr. Jaki Jarcu. Za čudovito obliko knjige pa gre posebno zahvala akademskemu slikarju Žigiju Kornu in Barbari Sirk. Hvala tudi Arhivu Republike Slovenije, Muzeju novejše in sodobne zgodovine in Belokranjskemu muzeju Metlika za dostopnost do bogatega fotografskega gradiva in zgodovinskih virov. Zahvala tudi vsem drugim, ki so kakorkoli pomagali pri nastanku pričujočega dela. Pred nami je knjiga, bogato delo zgodovinopisja, ki, čeprav današnjega dne našega trenutka vsebuje prastara načela. Kakor zgodovinopisje skozi tisočletja tudi naše delo opravlja zelo skromno nalogo. Le priča o dejanjih, da ob krhkosti človeškega spomina ne bodo pozabljena. Kakor zgodovinopisje skozi tisočletje, tudi ta knjiga ponuja exempla majorum, zglede naših prednikov, ko priča o njihovem pogumu, srčnosti, drznosti, spretnosti, iznadljivosti, trpljenju, bolečinah in žrtvovanju. Knjiga naj navduhuje in podrečuje nas in naše zanamce, saj le tako preteklost služi današnjici in kuje dobro prihodnost. Naj zaključim predstavitev knjige in na nek način leta domovine z geslom tega leta za verzi našega Otona Župančiča: Kuj me, življenje, kuj. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Janez Vajs, in iskrene čestitke za opravljeno uredniško in avtorsko delo. Na oder ponovno vabim župana občine Črnomelj, ki bo avtorjem in ključnim sodelavcem pri nastanku zbornika izročil prve izvode publikacije. Prosim, da se nam pridružijo avtorji prispevkov. Janez Vajs. Božidar Flajšman. Ilinka Todorovski. Božo Repe. Blaž Torkar. Damjan Guštin. Katarina Jurjevčič. Čestitke tudi obema oblikovalcema zbornika, vabljeni na oder Žiga Okorn in Barbara Sirk. Veliko delo je opravila tudi lektorica Tanja Radovič.
v angleški jezik pa je poskrbel Jaka Jarc. Še enkrat vsem iskrene čestitke in hvala za vaše delo. Zdaj pa še priložnost za skupinsko fotografijo. Dame, prosim, prvo vrsto, mislim, da moram pomargirati. Spoštovani izbrani, za razglasitvijo leta domovine se je občina Črnomelj poklonila temeljnim dogodkom naše medvojne zgodovine. Zbornikom temelj našemu narodu pa postajajo znanja in vedenja o tem delu naše preteklosti trajna, širše znana in dostopna. Prepričan sem, da bo zbornik našel dom pri številnih Belokranjcih in drugih ponosnih potomcih idej in vrednot narodno-osvobodilne vojne. In vem, da se bomo po branju upravičeno strinjali s Tonetom Seliškarjem, ki je v svojem razmišljanju vzkliknil: Zlata dežela si, Bela krajina. Po sklepni pesmi tria U, B in C vabljeni k nakupu zbornika, danes po ceni 40 €, jutri bo seveda že dražji, in druženju ob manjši pogostitvi. Hvala lepa.